Sveče, ki se vsako leto še posebej za 1. november znajdejo na grobovih, predstavljajo izredno veliko količino odpadne plastike. Če jih ne bi reciklirali, bi z njimi vsako leto ustvarili 4500 ton odpadkov. Zato je še posebej pomembno, da jih od ostalih odpadkov ločujemo. Vi skrbite za to, da pristane tale sveča potem, ki je že uporabljena v pravilnem zabojniku? Ja, to že doma zbiramo pa vozimo. Že prej, ko so še te zabojnike bili postavljeni. Seveda se lepo piše tam, plastika, karton, zelenje, to so vse tam napisano, ker vemo čitati. Skrbite za to, da je potem to ločeno, da date sveče v pravilen zabojnik? Obavezno, doma tudi v kante pravilno delamo, samo da bi to vsi delali, bi bilo v redu. Skrbite za to, da v pravilen zabojnik zložite, da je vse ločeno? To se trudimo, to pa že moramo biti tako, da smo na tekoče, pa tudi to skrbimo za to. Kljub temu številni ljudje teh dveh zabojnikov ne ločijo. Tako v zabojniki za sveče pogostokrat pristanejo tudi plastične vrečke in cvetje. Še večje težave povzročajo zabojniki za biološke odpadke. Se zraven najdejo v teh zabojnikih tudi sveče, se najdejo tudi dežniki, najdemo v bistvu tudi gospodinjske odpadke od kruha do dežnikov in tako naprej. Na 1. november so se pri pogrebnem podjetju Maribor dobro pripravili. Se bodo v teh dneh zabojnike praznili pogosteje. V vsakem primeru bomo pa imeli zorganizirano dežurno službo naših zaposlenih, kar pomeni, da bodo naši zaposleni bolj ali manj ves čas dneva prisotni na pokopališču in to tudi ustrezno odstranjevali. Ponovno uporabimo lahko kar 75% sestavnih materialov sveče. Iz 1 tone odpadnih sveč lahko tako pridobimo skoraj 300 kg plastike, 450 kg parafina ter nekaj več kot 15 kg kovin in baterij.